Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bom govorila o tem, kar sem prejle razlagala eni gospe, ki je moja stranka. Sem rekla, tole moram posneti za vas. Če vas kar naprej grabi lakota, če izpraznete, pa ne hladilnik, ampak tisto omaro, kjer imate piškote, ko pridete iz službe, če se redite, če odtekate, če imate podočnjake in sploh ne veste, kje začeti vse skupaj reševati, tale video je za vas. Preden grem na konkretne rešitve, vas bi rada povabila z gospo Marjanco iz radija, oziroma na radiju Vsaka dela, pa drugače na vašem kanalu. Krasna gospa organizirava skupaj dan zame, in sicer 22. maja v okolici Novega mesta bomo jedle, se smejale, meditirale, pridobile boste znanje. Začne se zjutraj, se pravi 22. maja zjutraj, potem imamo pa najprej zajtrk in vam razložim, zakaj taki zajtrki, potem razlagam vse to, kar je glede glikemičnega indeksa, hrane, hormonov, potem imamo kosilo, potem gremo hoditi, vam bom spet razlagala stvari, ki so pomembne, pa meditacijo bomo delali za čiščenje podzavestnih vzorcev, potem pa večerja in se pravi dan, v katerem boste napolnile baterije, pridobile znanje, se povezale z drugimi ženskami, ki ravno tako želijo bolj živeti kot vi. V glavnem, v vsakem primeru imele se bomo res dober. Se veste, hrana, dobra družba, smeh, kaj še hočeš, a lepa lokacija, pa kva še hočeš. No, tako da prijave, samo pač mesta so res omejena, tako da tisto, ki pokliče, kliknite spodaj, pogledajte, pa boste videli. Zdaj pa gremo na to, kar sem danes razlagala tej moji stranki. Kako naj dela, da bo ona šla čez dan, glede na to, da je cel dan v službi. In to je pri mnogih velika težava. Zjutraj greste v službo, potem imate nek odmor za malico, kosilo, potem imate logično stranke, pridete zvečer domov in potem samo še prazni tisti predal, kjer so sladkarije. No, in seveda posledično se zredite. Kje začeti? Začnemo zjutraj. Prav. Zjutraj, ko vstanete, popijete kozarec vode, v katero date žličko kisa in zraven vzamete tabletke fiber. To so ene take tabletke, ki nabreknejo v želodcu in potem takoj grejo naprej v črevesje in v črevesju naredijo bariero, se pravi naredijo prepreko, da vsa hrana kasneje ne more tako hitro se spreminjati v krvni sladkor in vi ostajate dalj časa siti. Ampak to še ni zajtrk, da se razumemo. Zajtrk pa mora biti čim bolj beljakovinski. Čim več beljakovin. In sem ji svetovala, ona je rekla, veš, jaz vsako jutro pač ima z mojo mami obred in ona pripravi med, marmelado, pa bele žemljice. Sem rekla, ne, napaka. Zjutraj beljakovine. Reci mami, naj pospravi med, pa bele žemljice, pa naj pospravi marmelado. In da ti zjutraj vcre 2 jajci. Ali pa skuha 2 jajci. In pripravi si ali beljakovinski kruh, beljakovinski ajdov kruh, ali pa čisto preprosto iz trgovine prinesi ta ajdov kruh z orehi, ki je načeloma čisto v redu. In če zraven poješ še par kumarc, glejte, vlaknine, beljakovinski zajtrk, vi ostajate siti tam nekje do 12. ure. Potem pa ob 12. ima ona v službi pauzo in je nekaj, kar prinese s sabo. In sem ji predlagala, prinesi solato s sabo. In na to solato daj kakšen feta sir ali pa mladi sir ali pa skuto, dodaj zraven oreščke, recimo lahko potrese to z orehi, lahko doda zraven čičeriko, fižol. V bistvu naredi eno tako solato in se naje. Tukaj ni, da se zraven more tresti, lahko zraven poje še kakšen pršut in se bo res dobro počutila. No, potem popoldne ob 3 je pametno, da nekaj malega da v usta, recimo ta nekaj malega je lahko beljakovinska tablica, jaz vam bom vse povezave dala spodaj, pa boste pogledali, ali pa recimo že zadosti je 500 orehov in zraven popiješ kozarec tudi vode lahko. Ampak 500 orehov zmorete tudi v službi pojesti.
No, glede na to, da pride domov okrog 5-6 ure, takrat, to je pa zdaj ključnega pomena. Ključno je pri tem, da takrat pa je samo še beljakovine in zelenjavo. Se pravi, ne uživa nobenih testenin, nobenih pic, nobenega riža belega, razkuhanega, ampak en kos mesa, recimo je lahko to ribi file ali pa purani file, piščančji file, zraven pa katerokoli zelenjavo. Se pravi, meso in zelenjavo. Lahko zdaj tisti, ki niste mesojedi, pač pomembno je, da zvečer dobite zadostno količino beljakovin. Pomeni, poješ 2 jajci in zraven neke zelenjave. In zdaj mogoče se vprašate, ja, ampak 2 jajci sem že zjutraj pojedla, jih jaz lahko še zvečer. Lahko. Jajca ne povzročajo holesterol. To je taka zabloda, jajca vsebujejo holin. Holin je pa skupina B8, to je vitamin B8, ki deluje proti holesterolu. Taram, jajca so zdrava. Ja, no v glavnem, to je večerja, lahko si skuhate ajdo, lahko, ne vem, tudi eno tako ajdovo kašo z zelenjavo, pa nekaj, ne vem, en zrezek zraven ali pa sej nekaj skute zraven pojeste ali pa jajce, zato da dobite beljakovine. No in potem, naslednja, pa pomembno je, da je tukaj še en obrok, se pravi, ta ob 6 ni zadnji obrok, ampak zadnji obrok za to gospo je tam okrog 8 do pol 9 ure. In takrat je pa pomembno, da čisto beljakovinsko hrano uživa. In zdaj, če si rečeš, pa kaj je beljakovinska hrana, bom jedla same zrezke. Ne, ni potrebno jesti same zrezke, ampak takrat ena varianta je, naredi si šejk, beljakovinski šejk, druga varianta je, da si pripraviš neki smuti, lahko je to zelenjavni smuti, recimo iz jogurta, daš čija semena noter, lahko zmelješ lanena semena noter, lahko dodaš zraven zeleno ali pa peteršilj in je to v bistvu en tak super napitek za boljše počutje. Zdaj seveda, da vam ne bo treba preveč razmišljati, vzamete knjigo v roke Minkina kuhinja in boste tukaj noter najdeli točne rešitve, kaj jesti potem tudi za večerje. Zdaj tukaj v osnovi, glejte, se pravi zajtrk, dopoldansko malico lahko izpusti, če je dovolj sita in je ob 12. Se pravi, ob 12, pa okrog 3 popoldne, od 5 do 6 in okrog 9 ure. In to pomeni, da bo sladkor cel dan ostajal v ravnovesju in ker sladkor ostaja cel dan v ravnovesju, mi imamo konstantno energijo, nimamo teh nenadnih dvigov sladkorja in potem padcev sladkorja in vedno, ko imamo padec sladkorja, naše telo zahteva čokolado, piškotke. Enostavno plenimo. Tukaj ni, da ti logika deluje, ampak zahteva telo dozo cukra. In če ste cel dan v tej toboganski železnici, pomeni, da ste ves čas počutite brez energije, sesute, ni koncentracije in predvsem redite se. No in to, da se znebite odvečne maščobe, zdaj pa ključna zadeva pa tik pred spanjem. Tik pred spanjem pa vzamete 1000 mg omega 3, to pomeni 3 kapsule omega 3, imate povezavo spodaj, in 3 kapsule oziroma 3 tabletke C vitamina, da dobite 1000 mg C vitamina in 1000 mg omega 3. In to je to. Pač ni toliko težko. Se pravi, fiber zjutraj, omega 3 pa C vitamin zvečer. In zdaj, če želite majčkeno pospešiti, da boste dobili še vse vitamine pa minerale, vzamete še šejk ali pa mogoče Pro-Vitality Plus. Tako, cenovno ni to nekaj strašno draga, ampak vam povem nekaj, kar res deluje. Nekaj, kar res deluje. Veste, kako je zanimiv? Da vam povem mojo zgodbo od petka. Pri mojem avtomobilu sem delala tako, kot mnogi delajo pri svojih telesih. Pač meni je napisal že kakšen mesec nazaj pri avtomobilu, veste, napiše AdBlue. Ok, napiše opozorilo pri naslednjem tankanju AdBlue. Ok, v redu. Pa sem šla tankat, pa ni bilo AdBlue, pa sem rekla, bom že. Pa mi vsakič, ko zaženem motor avtomobila, napiše AdBlue. In sem lepo ignorirala. Tako kot mnogi ignorirajo, pač vzem vitamine, poskrb za sebe,
da je mogoče kakšno spremembo in glih tako sem jaz ignorirala pri mojem avtu. No in v petek sem šla v center Katapult v Kranj, zjutraj vozim v koloni, pa meni začne že delati v avtomobilu in začne tako, AdBlue še 20 kilometrov. In sama razmišljam, meni se mudi, jaz nimam časa zdaj iskati ta AdBlue, ki ne ga najdem na avtocesti, ki ne ga najdem, pač nočem se s tem niti ukvarjati, meni se mudi, ker sem zmenjena. In pridem po vrhniškem klancu, mi napiše AdBlue 10 kilometrov. Takrat mi pa začel skrbeti. Sem rekla, šment, kaj to zdaj to pomeni, a bo meni avto kar obstal? In potem mi dejansko zmanjkalo AdBlue-ja, pač kar ena stvar, ena tekočina, pač to ni niti benzina, ne, se na benzin gre avto ali na nafto, ne. V glavnem in mi napiše, ob naslednjem zagonu vam avto ne bo zagnal, zato ker vam je zmanjkalo AdBlue-ja. Šment, jaz sem na avtocesti. Dobro, da sem imela še, pač seveda sem poklicala klic v sili, kaj ne naredim, seveda na drugi strani smeh. Ja, Minka, kaj ti učiš ljudi, da morajo tankati, da morajo poskrbeti, pač ja, če te opozarja lučka za AdBlue, dodaš AdBlue. Ok, izvoz, Dragomer, jaz grem dol in avto je pripeljal do bencinske črpalke. Natočimo AdBlue in sem šla naprej. Seveda sem zamudila. Ne toliko veliko, ampak. Glejte, če vi delate to s svojim telesom, se lahko ignorirate 20 km, 10 km, ampak enkrat, ko pride do tega, avto ne bo več užgal pri naslednjem užigu, se pa pomeni, zagnal, to pomeni, da tudi vaše telo, vi lahko ignorirate čisto vse, pa se malo zredite, pa vas boli malo tukaj, pa malo tukaj, pa malo šlata emšo, pa rečeš, nimam časa. Itak, ni nikdar časa, je to tako? In teraš. Slej ko prej se bo vozilo vaše duše. Bo reklo, pri naslednjem zagonu ne užgem več. Ja. No tako da, ne biti toliko nespametni, kot sem bila jaz. Na vsakem primeru, za vse tiste, ki želite praktična znanja, pa še podzavestne vzorce, zakaj pa jaz sebe na zadnje mesto postavljam, zakaj pa jaz za sebe ne poskrbim, zakaj, to bomo pa delali na delavnici 22. maja in vem, da bo super. Vem, da bo super, se pravi za vse tiste dame, ki ste site tega, da sploh ne veste, kje se lotiti, en dan si vzemite za sebe, da se naučite, da vam damo praktična znanja, da pogruntamo čustveni vzrok, da vas naučim od meditacije do sestavljanja pravih obrokov, da dobite zraven priročnik, a ja pa še eno stvar, dobite še eno mojo knjigo za povrh ob opisu, poleg tega, zdaj pa to je pa, kar smo danes zmenili, dobite še vašo osebno kartico z zdravilno molitvijo dekodiranja, poleg tega pa vašo osebno afirmacijo. To bom jaz čisto po občutku sestavila, ko bom imela prijave, ja, in to dobite. Tako da, jaz sem prepričana, da bo to en tak čudovit dan, res za tebe, da skupaj pobereš svojo moč in da potem lahko greš naprej, ker, lejte, 22. maj, to je že tek pred poletjem, da se znebiš tistih nekaj kil, da pa se ne gre za hujšanje, ta oteklina, da se trebuh neha otekati, da nisi napihnjena kot v 5. mesecu, par sprememb, boš videla, kako drugače se boš počutila. Tako da vse povezave so spodaj, klikni in sem prepričana, da se bomo res dobro imele. Tako da v glavnem uživajte in če imate kakšno vprašanje glede vašega zdravja, vprašajte, pokličite, z veseljem vam bom pomagala zaradi tega, ker dejstvo je, da ja, mogoče nekaj znanja imam, glede na to, da več kot 30 let oziroma 33 let že delam, sem zastopnik za podjetje Neolife in sem v vseh teh letih pridobila res ogromno znanja, predvsem pa veste, kaj sem pridobila? Izkušenj tudi na sebi, ker sem videla, kako moje telo deluje. Tako da, tako. V glavnem, uživajte, ko imam naslednji navdih, posnamem nov video, vi pa v vsakem primeru imejte se lepo in ja, veste, vse se začne
s tem, da se imamo vse mečka na radi in za sebe malo poskrbimo. Začnite tam, aj prav. Uživajte!